Veste, tudi jaz si želim električni avto. Imel bi električni avto, ampak prosim, povejte mi, sporočite mi, kdaj bo na voljo kakšen poceni električni avto. No, nekako tako s tem komentarjem gledalca bi lahko povzeli vaša mnenja, ki jih v našem uredništvu zasledimo zelo pogosto. Zakaj vam to govorimo? No, tole je Dacia Spring, po novem najcenejši električni avto v Evropi. No in v Sloveniji ga na domače dvorišče parkirate v zameno za dobrih 16 000 evrov, tem pa lahko odštejete še trenutno mero ekosubvencije. Pri Dacii pravijo, da gre za mestni avto z videzom športnega terenca. No, ampak mi v resnici veliko športnega terenca v tem avtomobilu ne vidimo. Mi vidimo nekaj bolj zanimivega. Vidimo obrise legendarne Caterce. Ne, da sta si avtomobila tako zelo podobna, pol stoletja razlike v letih ju druži pravzaprav zelo podobno poslanstvo. Caterca je nastala z namenom, da omogoči mobilnost čim širšemu krogu ljudi, še v času okrevanja po drugi svetovni vojni. Caterca je morala biti torej dostopna in popolnoma vsestranska, Spring pa želi biti dostopen in električen. Če se vrnemo nazaj v sam začetek, Dacia je naredila korak v smer terenskih vozil in je predstavila vozilo Duster. Tudi tukaj je bil prvi odziv, terenska vozila morajo biti draga, terenska vozila morajo biti takšna, ampak na koncu se je zgodba izkazala, da tudi Duster bi uspešnica s samim cenovnim pozicioniranjem in seveda tudi kar vozilo nudi. In tudi zdaj je Dacia želela narediti korak v to smer in dokazati, da za elektriko ne sme biti značilno, da je draga. Ljubljana ni ravno tipičen primer evropskega velemesta, ampak tudi tukaj se voznik najbolj suvereno počuti v majhnem avtomobilu. In kaj je še boljšega za mestno vožnjo kot majhen avto? Majhen električni avto. Mestno majhna baterija s kapaciteto 27 kWh naj bi uradno zadoščala za 230 km vožnje. V praksi pa verjetno, takole čez palec, za približno 200. Elektromotor, ki poganja prednji kolesi, ima le 33 kW moči. To pomeni, da pospeševanje od 0 do 100 km/h traja tretjino minute, ampak to v mestu ne igra vloge. Bolj pomembno je, da Spring doseže hitrost 125 km/h, s tem pa bomo brez težav švigali tudi vsaj po ljubljanski obvoznici. Zato, ker je manjše vozilo, glede na to, da so predpostavke nekih 30 km na dan v povprečju, potrebuje tudi manjši motor. Ker je manjši motor, je tudi posledično potrebna manjša baterija in tako je tudi vse skupaj ta paket cenovne izdelave bistveno nižji in tako bolj dostopen povprečnim kupcem. Poleg pogonskih značilnosti pa je racionalno odmerjena tudi notranjost avtomobila. Tukaj je seveda veliko takšne trde plastike, no s temi velikimi gumbi in stikali pa notranjost deluje tudi nekako terensko robustno. Vozilo je tudi homologirano samo za 4 osebe. Če bi bil 5, bi bila stiska in je tudi to en razlog, da je 4, da je udobno za vse posameznike, ki se vozijo oziroma so v kabini. Legendarno Caterco so včasih uporabljali za najrazličnejše namene. No in če potegnemo še eno vzporednico, prihaja tudi tovorni Spring, za nameček pa tudi različica namenjena car sharingu. Razlika je ta, da ima Spring Business še Connecting Services, se pravi, to je sistem, ki podjetjem, ki se ukvarjajo s tem, olajša njihovo delo, da se povežejo na svoje strežnike. Tudi materiali so bolj trpežljivi, ker vseeno car sharing veliko strank uporablja to avto. V Romuniji, domovini znamke Dacia, je možno Springa, sicer z zajetno pomočjo države, dobiti že za manj kot 8 000 evrov. In to je zelo pomembna novica za države, kjer je kupna moč manjša. Napredni in zato dražji električni avtomobili seveda ženejo tehnološki razvoj naprej. Ampak šele dostopni električni avtomobili pa bodo poskrbeli, da se električna revolucija sploh lahko zgodi. In to povsod.